Komentar dneva, ki ga je spisala in prebrala Neva Miklavčič Predan, predsednica Helsinškega monitorja Slovenije za človekove pravice, ki govori, zakaj se je dobro bati cepiva za svinjsko gripo. Na nedavni tiskovni konferenci je HMS na vlado RS ter ministra za zdravstvo naslovil poziv za izdajo odloka o umiku cepiva zoper svinjsko gripo iz uporabe v Republiki Sloveniji. Njihov javni odgovor je bil: cepivo je varno, HMS naj se posvetuje s stroko. Taka pavšalna trditev oblasti je neodgovorna do svojih državljanov, davkoplačevalcev in volivcev, kateri so ji zaupali oblast. O varnosti leto dni starega cepiva ni nobenih poročil, pač pa je obratno, veliko poročil o njegovih nevarnosti za zdravje in celo nevarnosti za življenje cepljenih. Iz evropskih držav je vse več poročil o smrtnih žrtvah cepiva, hkrati pa nekatere vlade razglašajo pandemijo, katere ni, to je mimo kriterijev o pogostosti obolenj za svinjsko gripo in o številu smrti. Pri tem je samo korak do prepričanja, da se pandemija razglaša za pripravo terena za prisilno cepljenje. V Ameriki so na primer na neki šoli prisilno cepili 36 otrok proti volji staršev. Tako je bil v Švici na metroju podtaknjen zaboj virusa nove gripe, najverjetneje za potrebe razvoja pandemije, ki je po naravni poti noče biti. Tako kot narava ni sodelovala pri prenosu ptičje gripe. Državljani smo soočeni z zlorabo našega zaupanja v medicino in v farmacevtsko industrijo, pa tudi z zlorabo zaupanja v oblasti. Za lastno obrambo pravice do zdravstvene zaščite in do življenja moramo izvajati konsekvence, to pa je, da se ne cepimo, da ne postanemo poskusni kunci za ugotavljanje stopnje nevarnosti cepiva zoper svinjsko gripo, ter da preprečimo vse poskuse oblasti za uvedbo prisilnega cepljenja. Take aktivnosti vlad po svetu poimenujejo biološki genocid, biološki terorizem, s katerim naj bi se načrtovalo zmanjšanje svetovnega prebivalstva za 5 milijard v 10 letih zaradi zdravstvenih posledic cepiva. Po evropskih medijih in internetu se širi plaz odpora proti forsiranju dokazano nevarnega cepiva zoper svinjsko gripo, to je zoper dejavnosti vlad in za cepljenje čim večjega števila prebivalstva. Predhodno teroriziranega z lažnimi objavami o visoke stopnje nevarnosti pandemije. Cepivo zoper svinjsko gripo so pripravili iz kloniranega virusa španske gripe, iz zamrznjenega telesa nekega eskima, ki je podlegel španski gripi po koncu Prve svetovne vojne v letu 1918. V sporno cepivo je dodan tudi živ virus ptičje gripe, kar v kombinaciji povzroča paralizo, druge hujše okvare zdravja in smrt. Za vlado RS bi morala biti zaskrbljujoča vest, da je 72 kg cepiva z živim virusom ptičje gripe bilo razdeljeno med 4 države, med njimi tudi v Slovenijo, v laboratoriji Bioseparationis, kar je farmacevtska firma Baxter potrdila, da je cepivo okuženo z virusom ptičje gripe, ampak da gre samo za raziskave. Kje je zdaj to cepivo? Upamo, da ne na kakšnem metroju, železniški postaji in tako naprej. Predsednik odbora za zdravje nemškega parlamenta in sveta Evrope dr. Wolfgang Wodarg je ugotovil, da so v cepivu tudi rakave celice živali. Tretja nevarnost je v tem, da so v cepivu izjemno visoke doze skvalena, snovi, ki sicer obstajajo v telesu in v končni fazi povzroči hude avtoimune reakcije na lastni skvalen, kar zruši imunni sistem. Odkrili so tudi primere, ko je bila letošnja običajna vakcina za sezonsko gripo dejansko zakamuflirana vakcina za svinjsko gripo, da ji le ne bi kdo všel. Tako je tudi cepljenje zoper sezonsko gripo tvegano. Vlade so nabavile cepivo od farmacevtskih družb, katere se ukvarjajo tudi s kloniranjem prehrambenih rastlin za neplodnost semen ter z idejami o razredčenju svetovne populacije za nekaj odvečnih milijard. Ukvarjajo se torej s plani, kako naj bi farmacevtske družbe postale bog in odločale o življenju in smrti, pa tudi o lakoti. Kaj o tem pravijo verske skupnosti, ni slišati. Farmacevtsko redčenje prebivalstva se v dobi interneta ne more več izvajati v tajnosti.
Kdo bo še zaupal nasvetom ministra za zdravstvo RS, ki svetuje cepljenje za dojenčke od 6. meseca starosti dalje, za otroke, nosečnice in kronične bolnike, a samo cepljenje se je pričelo najprej na zdravstvenih delavcih. Po evropskih državah se sedaj vrstijo protesti državljanov tudi v obliki vlaganja skupinskih ovadb zoper vlade in ministre za zdravstvo in da je prvi tovrstni postopek že stekel pred bruseljskim sodiščem 21.10.2009 in se nadaljuje jutri, o čemer je poročal Le Soir. O biološkem genocidu s cepivom poroča tudi Der Spiegel, a Berliner Zeitung objavlja, da berlinski zdravniki ne bodo sodelovali pri cepljenju prebivalstva. Sprašujemo se, kaj v tej situaciji počne Inštitut za zdravstvo RS, ki trenutno svari le pred nekvalitetno mešanico kokaina. A za cepljenje vodi propagando, namesto da bi ščitil človekovo pravico iz 51. člena ustave do zdravstvene zaščite. Slovenska vlada je namreč nabavila 1,3 milijona vakcin, kar bi, če bi se ljudje res cepili, onesposobilo 68% prebivalstva v Sloveniji. Kaj pri takem stanju stvari počne Zdravniška zbornica Slovenije s svojo medicinsko etiko kot organ Ministrstva za zdravstvo? Zaščitili niso niti medicinskega osebja pred cepljenjem zoper svinjsko gripo. Sprašujemo se še, kakšne so v tem trenutku dejavnosti Urada varuhinje človekovih pravic Republike Slovenije. Zoper tako morbidno znanstveno fantastiko se državljani, mediji in civilna družba lahko upremo z medsebojnim obveščanjem, tako da se ne cepimo, ko zaenkrat od tistih, ki smo jim na volitvam dali javna pooblastila, ne moremo pričakovati odgovornega ravnanja, saj smo od njih izpostavljeni svojim zdravjem in življenjem za neprostovoljne poskuse tujih farmacevtskih družb. Dnevne novice o cepivu lahko dobite na spletni strani novinarke Jane Burgermeister. Predlagamo tudi, da nadalje za spletno stran te priznane avstrijske novinarke, ki zadevo svetovnega interesa odkrila, pošljete svoje donacije.